Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Skupina Arriva Slovenija je bogatejša za 45 novih medkrajevnih avtobusov, kar je dobrodošla pridobitev za vozni park skupine. Gre za 12 in 10,5 metrov dolge avtobuse, ki so jih že predali v promet in vozijo po domovini. To je največja investicija v medkrajevni avtobusni potniški promet v Sloveniji do sedaj. Z uvedbo novih avtobusov bo Arriva na letni ravni zmanjšala izpuste CO2 za 160 ton. Gre za najnovejšo generacijo primestno-linijskih avtobusov, ki se lahko pohvalijo z najsodobnejšimi Euro 6e motorji, so do okolja še prijaznejši od predhodnikov, prav tako pa so tudi emisije, ki jih ti avtobusi spuščajo v zrak, bistveno nižje od starejših dizelskih avtobusov. So tudi tišji in udobnejši za vožnjo, kar je blagodejno tako za potnike kot bližnje prebivalce. Vsi novi avtobusi so opremljeni s sodobno opremo, ki poleg udobnosti zagotavlja varnost potnikov z zgrajenimi varnostnimi pasovi na vseh sediščih. Na sedežu uprave skupine Arriva Slovenija so nove avtobuse v promet predali direktor skupine Arriva Slovenija Bo Karlsson, direktor družbe Autokomers Rasto Oderlap in državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo Alenka Bratušek. So z novimi avtobusi Mercedes-Benz Inturo del tako pomembnega menika v poslovanju skupine Arriva Slovenija. To je menik tudi v celotnem medkrajevnem avtobusnem potniškem prometu v Sloveniji. Z odlično kakovostjo naših vozil in storitev smo bili izbrani kot zanesljivi partner skupine Arriva Slovenija na njihovi poti k manjšemu onesnaževanju okolja ter popularizaciji uporabe javnega potniškega prometa. Najsodobnejši medkrajevni avtobusi Mercedes-Benz Inturo so opremljeni za udobje in varnost tako potnikov kot tudi voznikov. Nudijo zanesljivo, okolju prijazno in stroškovno učinkovito povezavo med slovenskimi mesti in podeželjem. Primerni so za vsakodnevno uporabo in svojo opremo bodo postavili standarde na področju medkrajevnega prometa in ga za potnike naredili še privlačnejšega. Lep pozdrav, spoštovane gospe in gospodje, v imenu Ministrstva za infrastrukturo vsem, še posebej pa predvsem tistim gospodom, ki nas bodo s temi lepimi avtobusi, ki so za mano, prevažali po Sloveniji. Lahko vam povem, da sta dve veliki prioriteti Ministrstva za infrastrukturo v tem mandatu zeleno in boljši, bolj kakovosten javni potniški promet. In investicija, ki jo danes na nek način uradno predajamo v uporabo, pripomore k tema obema ciljema. Če se ne motim, bomo s temi novimi avtobusi porabili 60 tisoč litrov goriva manj na leto in v zrak spustili 160 ton manj CO2-ja. Gre za velike številke. Tukaj moram poudariti, da je prav promet tisti, na katerega bomo morali biti še posebej pozorni, ko se pogovarjamo o doseganju okoljskih ciljev. Skratka, prav na prometu bodo morali biti naši napori največji. Druga prioriteta, ki sem jo omenila, je vsekakor javni potniški promet in to v smeri, da ga še bolj približamo ljudem, da čim več ljudi spravimo na javne prevoze. In prepričana sem, da investicija, kot je ta, z vsemi izboljšavami, ki sta jih povedala gospoda pred mano, bo ljudem ta javni potniški promet še bolj približala. Seveda pa to ni konec. Na Ministrstvu za infrastrukturo si želimo, da tudi ostali naši koncesionarji sledijo temu, da se vozni park, avtobusi v prihodnosti izboljšajo. Naj dobro služijo svojemu namenu in srečno pot vsem, ki se bomo vozili z njimi.